Tipi ržene moke glede na delež pepela so tip 750, tip 900 in tip 1250. Bela moka je prečiščena, ima malo zunanjih slojev, zato ima malo mineralnih snovi, vitaminov in vlaknin. Primer je moka tipa 400. Temna moka je polnozrnata, ima veliko zunanjih slojev, zato vsebuje veliko mineralnih snovi, vitaminov in vlaknin. Primer je moka tipa 1100. Pšenica je od vseh žit v naši prehrani najpogosteje zastopana. Po vsebnosti hranilnih snovi ima veliko ogljikovih hidratov, od tega je največ kroba v meljaku. Od beljakovin vsebuje gluten ali lepek. Med gnetenjem in stepanjem testa lepek enakomerno porazdelimo. Tako postane testo elastično in raztegljivo. Pri peki lepek zakrkne in obdrži trdno mrežasto strukturo, kruh pa po vzhajanju obdrži obliko. Pšenica vsebuje manjši delež maščob. Te so v kalčku in v zrnju. Vsebuje tudi vitamine iz skupine B, ki se večinoma nahajajo v vojnici, ter vitamina E in A, ki se nahajata v kalčku. Od mineralnih snovi vsebuje kalcij, natrij, fosfor in železo. Vlaknine so prisotne v plodovi in semenski lupini. Suho zrnje vsebuje tudi manjši delež vode. Pira ima več zdravilnih lastnosti. Priporočajo jo pri dietah zaradi alergij, pri izpuščajih, nevrodermitisu in revmi. Uživanje pire priporočajo bolnikom s sladkorno boleznijo, s povišano stopnjo holesterola, pri bolezni prebavil, depresiji in drugod. S piro so tudi polnjeni vzglavniki in različne blazine. Riž je tudi pomembno ogljikohidratno živilo v naši prehrani. Vsebnost hranilnih snovi je odvisna od obdelave riža. Glede na način obdelave riža ločimo oluščeni, rjavi in parbol riž. Oluščeni, beli in polirani, glazirani, brušeni riž je tisti, pri katerem so deli luske in kalčki odstranjeni, zato vsebuje manj hranilnih snovi. Rjavi ali naravni, neoluščeni, nepolirani riž je tisti, pri katerem je odstranjena samo zunanja luska, ne pa semenska lupina. Ima večjo hranilno vrednost, saj so v njem ohranjeni vitamini, mineralne snovi in vlaknine. Parbol je riž, ki ga pred luščenjem obdelajo z vodno paro, tako da večina vitaminov in mineralov preide iz luske v notranjost zrna. To zrno je tudi močnejše, zato se ne razkuha. Poznamo tudi divji riž, ki je seme severnoameriške vrste trave. Kakovost riža je odvisna od deleža zlomljenih riževih zrn. Tako ločimo vrhunski riž, standardni riž in riž slabše kakovosti. Riž shranjujemo v suhem in zračnem prostoru. Koruza je ogljikohidratno živilo, ki ga v prehrani uporabljamo na različne načine. Iz koruze pečemo kruh in peciva, kuhamo polento, zrna uporabljamo v solati in še za druge vrste jedi. Koruzna moka ne vsebuje glutena, zato je primerna v brezglutenski dietni prehrani. Ločimo več vrst koruze, in sicer pokovko, sladko koruzo, zrnato poljsko koruzo in druge. Oves je žito bogato z veliko hranilnimi snovmi in vlakninami. Od mineralnih snovi vsebuje magnezij, kalij, cink, baker, mangan, selen in železo. Ima veliko vitaminov, in sicer vitamine E, B1, B2 in D vitamin. Uporabljamo ga na različne načine, kot kosmiče, zdrob, otrobe in kašo. Oves ima veliko zdravilnih lastnosti, varuje pred boleznimi, znižuje stopnjo holesterola, primeren je za ljudi s sladkorno boleznijo, pri zdravljenju raka, luskavice in revme. Učinkovit je tudi pri zdravljenju zasvojenosti in odvajanju od kajenja. Rž vsebuje veliko vlaknin, zato jo priporočajo pri shujševalnih dietah in za preprečevanje rakastih obolenj. Ublaži tudi težave menopavze. Ajda je žito, ki se v prehrani uporablja na različne načine. Ima veliko hranilno vrednost. Ker ne vsebuje glutena, je primerna v brezglutenski dietni prehrani. Proso je stara žitna vrsta in zdravilna rastlina. Pospešuje odvajanje vode. Še posebej primeren je za občutljiv želodec. Od mineralnih snovi vsebuje fosfor, magnezij, železo in silicij. Prosena kaša je primerna kot za kuha v juhi,
na mleku, pečena, s krompirjem, fižolom in kot nadev za klobase. Ječmen je žito, ki vsebuje vitamine iz skupine B, vitamin E in niacin. Od mineralnih snovi vsebuje kalij, fosfor, magnezij in krom, ki uravnava krvni sladkor. Bogat je tudi z dietnimi vlakninami in zaščitnimi snovmi ali antioksidanti. V prehrani je priporočljiv, ker znižuje stopnjo holesterola. Uporabljamo ga v obliki ječmenove kaše, moke, kave in sladu. Kamut je staro in originalno žito starega Egipta. Odkrili so ga v faraonskih grobnicah in po tisočletjih ponovno posejali. Vsebuje veliko beljakovin, olj, vitaminov in mineralov. Je zelo sladkega okusa, zato pecivo iz kamuta ne potrebuje dodatnega sladkorja. Če uporabljamo zrna v celoti, je primeren za prehrano sladkornih bolnikov, bolnikov z različnimi alergijami, za shujševalne diete in drugo. Izdelki iz moke so kruh, pekovsko pecivo, slaščičarsko pecivo in testenine. Testenine so izdelki iz moke. Osnovne sestavine testenin so moka, voda in sol. Narejene so lahko tudi iz droba. Z različnimi dodatki pa dobimo jajčne testenine, zelenjavne in zeliščne testenine, polnozrnate testenine in testenine z nadevom, kot so žlinkrofi, ravioli, tortellini in torteloni. Testenine so različnih oblik in so primerne kot priloga jedem. Nakup žita in žitnih izdelkov. Pri nakupu žita, moke, kaše, zdroba in žitnih izdelkov moramo biti pozorni na rok uporabe in na to, da je embalaža nepoškodovana ter suha. Sveži pekovski izdelki, na primer kruh, toast, razno pakirano pecivo, so bolj kakovostni kot zapakirani. Rok uporabe slednjih je daljši, vendar se to doseže z večjo količino aditivov in konzervansov. Shranjevanje živil. S pravilnim shranjevanjem ostanejo živila dlje časa sveža in uporabna. Shranjujemo jih v primernih posodah, kot so na primer različne posode za shranjevanje živil, posode za začimbe, za kruh in drugo. Za vsakdanjo rabo shranjujemo živila v hladilniku. Uporabnost živil podaljšamo s konzerviranjem, shranjevanjem in skladiščenjem. Tako imamo na razpolago kakovostna živila za uravnoteženo prehrano skozi vse leto. Nekatera živila morajo še zoreti. V času zorenja pridobijo barvo, prijeten vonj, okus ter postanejo lažje prebavljiva. Taka živila so na primer zimsko sadje, meso, siri ter alkoholne pijače. S staranjem živila hranilne snovi propadajo, zato je kakovost živila slabša. Vsa živila se v enem letu postarajo. Zunanji vzroki za kvarjenje živil so škodljivi mikroorganizmi, kot so gnilobne bakterije, plesni, kvasovke, neustrezna embalaža, slabe shrambe, zlasti tople, vlažne in zatohle. Notranji vzroki za kvarjenje živil so prisotnost vode in encimi, ki spreminjajo hranilne snovi. Razlikujemo obstojna in hitro pokvarljiva živila. Hitro pokvarljiva živila vsebujejo veliko vode in beljakovin ter so občutljiva na kvaren vpliv mikroorganizmov. Taka živila so na primer mleko, mlečni izdelki, ribe, meso, sladice, solate, jagode. Živilom, ki so obstojna daljši čas, na primer jabolka, čebula, krompir, suho sadje, podaljšamo rok uporabe, če jih skladiščimo v primernih pogojih. Shranjevanje živil v shrambi ali v kleti. Živila za domačo uporabo shranjujemo v shrambi ali v kleti. Shramba mora biti na senčni strani hiše, da je v njej primerno hladno. Redno jo prezračujemo in čistimo. Shramba mora biti suha, zračna, temna in hladna. V njej shranjujemo vložene pripravke, sladkor, sol, moko, kaše, zdrob, testenine, fižol, suho sadje, med, olje in podobno. Najprimernejša temperatura za shranjevanje v kuhanih živil je 14 do 16 stopinj Celzija. Vložene pripravke vsakih 14 dni pregledamo. Kozarce in posode, v kateri smo vkuhavali živila, moramo dobro očistiti, preden jih postavimo v shrambo. Na čiste police jih postavimo tako, da se ne dotikajo drug drugega. Za čistočo skrbimo tudi tako, da police obrišemo z vodo, ki smo ji dodali kis.
Kisova raztopina služi kot razkužilo, ker se v kislem okolju bakterije in plesni težje razmnožujejo. Pri shranjevanju suhega sadja, posušene zelenjave, gob in zelišč je pomembno, da jih shranimo v zračno embalažo iz naravnih materialov. Primerne so bombažne vrečice, vrečke iz debelejšega papirja in stekleni kozarci. Do posušenih živil ne smejo priti prah in insekti. Shranjena živila večkrat kontroliramo.